kako pravzaprav ideje oblikujejo zgodovino. No, če hočemo res razumeti neko obdobje, se moramo potopiti naravnost v misli, ki so ga poganjale. In točno to bomo storili danes. Razčlenili bomo ključne argumente enega zgodovinskega besedila, da bi osvetlili pogled na svet, ki je zaznamoval svoj čas. In takoj na začetku je treba nekaj razčistiti. Vse, o čemer bomo govorili, temelji izključno na tem enem primarnem viru. Na argumente bomo gledali kot na nekakšen zgodovinski artefakt. Predstavili jih bomo točno tako, kot so bili zapisani, ker je to edini način, da zares razumemo miselnost tistega časa. In zakaj je to sploh pomembno? Ker je razumevanje takšnih pogledov ključno, če hočemo prepoznati podobne vzorce razmišljanja, tako v preteklosti kot morda tudi danes. Torej, naš cilj ni, da bi te ideje kakorkoli potrjevali ali ovrgli. Sploh ne. Gre za to, da poskusimo razumeti celoten svetovni nazor skozi njegove lastne, notranje, filozofske utemeljitve. Pogledali si bomo, kako je avtor korak za korakom zgradil svoj argument in na koncu predstavil svojo vizijo. Naša pot bo sledila kar logiki samega avtorja. Najprej diagnoza problema, laž o absolutnem miru in prevara v Versaju. Nato bo poiskal krivca, demokracijo, ki naj bi bila le maska, in na koncu seveda rešitev, popolnoma nov koncept moči in nacionalsocialistični novi red. V redu, pa začnimo pri samem temelju. Celotna avtorjeva argumentacija se pravzaprav začne z eno zelo radikalno kritiko, in sicer kritiko zahodnega pojmovanja miru, ki ga ima za popolnoma zgrešenega. Avtor tukaj postavi res ostro nasprotje. Na eni strani imamo torej zahodni ideal univerzalnega, absolutnega miru, to on zavrača kot čisto iluzijo, nekaj, kar je dobesedno v nasprotju z življenjem. Na drugi strani pa postavi tisto, kar imenuje realistično stanje. To je svet, kjer sta boj in moč neločljiv, celo nujen del obstoja nekega ljudstva, ali, kot ga imenuje z nemško besedo, folka. In zakaj naj bi bila ta ideja, te nečloveške sanje, sploh nevarna? Po mnenju avtorja zato, ker je popolnoma odtujena od resničnosti. On trdi, da vsak poskus, da bi ta abstraktni, univerzalni mir vsilili v konkreten svet, nujno vodi v hinavščino. In, kar je paradoksalno, v še hujše konflikte. To je za nja ideja, ki preprosto zanika samo bistvo življenja. In to je boj. No, in ta precej abstraktna kritika dobi zdaj zelo konkretno obliko. To je avtorjeva analiza Versajske pogodbe. On namreč trdi, da Versaj ni bil zgolj neka politična napaka. Ne. Za nje je to neposredna, logična posledica te popolnoma zgrešene zahodne ideje o miru. Tukaj je viden del originalnega besedila. In vidimo, kako avtor te pogodbe sploh ne obravnava kot nek politični neuspeh. Ne, zanj je to filozofski polom. Popoln polom. Versaj je zanjo utelešenje tiste laži, ki naj bi ležala v samem jedru zahodne misli. In poslušajmo ta citat, ker res pokaže dramatičnost jezika. Ta visoko racionalizirana borzna zadeva je bila v resnici smrtni ples tisočletja. Torej, smrtni ples tisočletja. To očitno ni več politična analiza, kaj ne? To ni samo slaba pogodba. To je predstavljeno kot oprijemljiv dokaz za popoln, kataklizmičen propad celotne civilizacije, ki naj bi bila zgrajena na lažnih temeljih. V redu, če je Versajs samo simptom, kaj je potem bolezen? No, avtor ima odgovor na dlani. Bolezen naj bi bila liberalna demokracija. Ampak pozor, on ne trdi, da je to slab sistem svobode. Trdi, da to sploh ni sistem svobode, ampak zgolj prevara, maska, ki prikriva neko popolnoma drugo obliko vladavine. Po tem pogledu na svet je demokracija v resnici samo predstava, nekakšno gledališče za množice. Medtem ko se ljudje ukvarjajo z volitvami, s parlamenti, z vsem tem, pravo moč, tisto nevidno, v rokah drži majhna mednarodna finančna elita. In to je sistem, ki ga besedilo poimenuje plutokracija, dobesedno vladavina denarja. In kako naj bi ta sistem deloval? Avtor ga opiše z nekaj ključnimi točkami. Prvič, prava moč je vedno skrita, nikoli vidna, nikoli odgovorna. Drugič, gospodarstvo, ki ga poganjajo finance, ni več orodje, ampak postane neka neizogibna usoda. In v takem svetu se besedilo sprašuje, kaj je sploh svoboda? Odgovor, zgolj iluzija izbire. Medtem pa glavno orodje nadzora postane kredit, ki ga opiše kot zanka, s katero se zasužnjuje cele narode. Ok,
Po tej precej uničujoči diagnozi Zahoda avtor seveda predstavi svojo alternativo. Ampak ne gre samo za drugačno politiko, gre za nekaj globešega, gre za popolnoma drugačni koncept moči. Moči, ki ne izvira več iz abstraktnega denarja, ampak iz živega tkiva ljudstva samega. In ta primerjava je res v samem središču njegove filozofije. Pozorno poglejmo. On loči med dvema vrstama moči. Na eni strani je macht. To je abstraktna, finančna, neomejena moč plutokracije. Brez korenin, brez meja. Na drugi strani pa je kraft. To je nekaj popolnoma drugačnega. To je organska, živa sila, ki izvira iz ljudstva, iz, kot pravi, krvi in zemlje. In ta sila naj bi bila ustvarjalna in, kar je ključno, naravno omejena. Bistvo vsega je torej v tej vezavi. Politična moč po tej logiki postane legitimna in ustvarjalna šele takrat, ko je neposredno vezana na to opremljivo, živo silo, na ta kraft ljudstva. Vsaka moč, ki ni tako zasidrana v nečem konkretnem, v krvi in zemlji, je zanj po definiciji lažna in uničujoča. In seveda, vse te filozofske ideje se na koncu združijo v enem samem cilju, v utemeljitvi nacionalsocialističnega novega reda. Pa poglejmo, kako to besedilo pravzaprav opiše prehod od teh idej k novi politični realnosti za Evropo. Logika, po kateri naj bi ta resnični red nastal, je predstavljena v nekaj korakih. Prvi korak. Moč se veže na kraft, na silo določenega ljudstva. Ta kraft, drugi korak, izvira iz realnosti rase, zemlje in zgodovine. Tretjič, ta vez sama po sebi zagotovi naravno melo ali mas, ki preprečuje prekoračitve, tisto brezmejno širjenje, ki ga avtor pripisuje plutokraciji, in rezultat, red, ki naj bi temeljil na pravičnosti bivanja, ne pa na nekih abstraktnih idealih. In tale citat red zaokroži celotno misel. Novi red ne temelji na novi ideologiji, temveč na priznanju tistih realnosti, po katerih so bili narodi ustvarjeni. Kaj to pomeni? To pomeni, da naj bi bil ta novi red superioren, zato ker ne temelji na nečem, kar avtor vidi kot abstraktne iluzije, recimo univerzalni mir ali demokracija. Ne, utemeljen naj bi bil na nečem, kar on razume kot trdne, večne realnosti. In to so rasa, zemlja in zgodovina. In s tem smo prišli do konca. Celotna analiza tega besedila nas na koncu pripelje do enega samega, a temeljnega vprašanja. In to je, kako se jezik filozofije, kako se abstraktne ideje in zapleteni argumenti uporabijo ali pa zlorabijo, zato da se utemelji in zgradi neka zelo konkretna politična realnost. Včasih, kot vemo, tudi uničujoča. In to je vprašanje, ki seveda presega leto 1943 in ostaja še kako relevantno tudi danes.